Pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri danes gostim Tatjano Damjanovič, ki je ustanoviteljica Inštituta 22 in pionirka na področju mikrobladinga. Obrvi niso samo obrazni detajl, ampak so simbol značaja. In Tatjana, vi poskrbite za to ravnovesje, kaj ne? Res je. Lahko rečem, da urejanje obrvi je nekaj, kar je moje poslanstvo, je definitivno moj podpis na obraz, je tisto, kar skozi kar meditiram in dejansko zen, ki ga najdem skupaj s stranko in jo pripeljem točno do tistih rezultatov, to je pa zadovoljstvo tudi samim seboj. Glejte nas na Ljubljana TV, oddaja Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Zelo sem vesela, da ste danes z nami, ko bomo spoznali izjemno žensko, Tatjano Damjanovič. Njena zgodba je preplet strasti, vztrajnosti in ljubezni do estetike. Verjame, da ima vsak svojo zgodbo, svojo pot in nekaj, kar ga žene naprej, tisto iskrico, ki ne ugasne in ki nas vodi k temu, da počnemo, kar resnično ljubimo. Brez dvoma sta jo predanost in skrb za detajle pripeljali v svet mikrobladinga, kjer je postala pionirka na tem področju doma in tudi v tujini. Njena strast je z leti postajala vse večja, saj vsak srečen obraz s popolno oblikovanimi obrvmi potrjuje, da je njena predanost vredna vsakega truda. Svojim delom ne le polepša zunanjega videza svojih strank, temveč jim pomaga tudi pri vzpostavljanju samozavesti in notranjega ravnovesja. Obrvi so namreč bistveno več kot le obrazni detajl, so izraz identitete, značaja in notranje moči. Predvsem pa je Tatjana ženska, ki svojo zgodbo navdihuje, da je mogoče doseči svoje sanje, če le verjamemo vase in sledimo svojemu srcu. Draga Tatjana, lepo pozdravljena in srčno dobrodošla. Najlepša hvala. Prvo bi se mogoče res rada zahvalila za te lepe besede. Veseljem. In ker ste prepoznala dejansko v moji zgodbi nekaj, kar bi bilo lahko zanimivo za vaše gledalce. Z največjim veseljem in vaša zgodba ima izjemno veliko za povedati. Greva kar od začetka, Tatjana. Vaša blagovna znamka je prepoznana doma in v tujini, ampak kdo je Tatjana kot ženska? Zanimivo vprašanje. Tatjana je zelo izjemno, bi rekla, močna ženska. Privlači, samozavestna, predvsem, ko govoriva v poslovnem svetu, če lahko rečem. Ni kompromisna, detaljna, zelo spoštljiva in korektna. Zelo lep opis. In izžarevate tudi tako zelo ženstveno energijo. Kako skrbite zanjo? Predvsem nekako se postavljam že ves čas in ne želim dejansko se sploh, bom rekla, primerjati z komorkoli, ampak sem si vedno bila in sem na prvem mestu. To ne pomeni, da za ceno tega dajem druge na stran, ampak vkolikor sem ugotovila, sem jaz srečna, zadovoljna, predvsem mirna. To je pa nekako, bi rekla, da ta svoboda je za te, ki se odločijo dejansko, da bodo srečni in da bodo v teh nekih okvirih tudi dajali drugim, brez pričakovanj, je tisto, kar mene dela mirno in načeloma lahko tako poslovni kot privat svet nekako združujem in se čutim tu na obeh straneh relativno srečna. Se za izražanje ženstvene energije moramo biti v stiku sami seboj in sebe postaviti na prvo mesto in poskrbeti za to. Sicer ženstvena energija ne pride do izraza. Ampak velikokrat nas do tega, da spoznamo, da moramo sebe postaviti na prvo mesto, peljejo razne preizkušnje, izkušnje, ki nas potem oblikujejo, klesajo, nas pripeljejo do tega, da spoznamo, da ljubezen do sebe ne pomeni egoizem, ampak da samo iz polnosti lahko tudi polno dajemo. Je kakšna preizkušnja bila odločilna pri vas, ki vas je peljala po tej poti?
Ja, zelo dobro ste to povedali zdaj, ker dejansko nisi egoist, točno tako, če si vzameš čas za sebe. Mislim pa, da če lahko povzamem iz moje zgodbe, a veste, ko si ti v poslovnem svetu, te to zahteva tudi včasih 24 ur na dan, a ne? In je težko, a lahko rečem, da je težko, kolikor se ne zorganiziraš. In jaz sem dolg časa potrebovala lih to, da najdem nekako ta balans z organizacijo, da lahko rečem, od do je čas za mene, od do je čas dejansko za družino in tudi seveda predtem lahko rečem za podjetje. Tako da organizacija tu je, kar bom rekla, neka velika vloga, da lahko vse skupaj nekako zbalansiraš in si na vseh področjih relativno, ker vedno tudi seveda ne gre. Ampak ja, definitivno bi jaz rekla, da je mene organizacija v preteklosti dolg časa nekako, bom rekla, malo tepla, po domače rečeno, da sem prišla do tega, da sem se odločila, da se bom pa res do te mere toliko zorganizirala, ker vsi vemo, da čas je edini, ki se ga ne more ne vrniti, ne ustaviti in ga nimamo na pretek. Tako da jaz kar zelo organizirano na nek način delujem. Ja, čas res polzi kot pesek v Sahari in to je res edina dobrina, ki je ne moreš dobiti nazaj. In je zelo pomembno, da presodimo, kam bomo usmerili svojo energijo in svoj čas. Res je. In ženske to vedno bolj prepoznavajo in iščejo to ravnotežje med mehkobo in med močjo. Ampak kako bi vi, Tatjana, obrazložili eni sodobni ženski, kako lahko najde to ravnotežje, da je mehka, pa vendarle tudi odločna in močna, da to dvoje gre z roko v roki, da ni treba izbirati? Res je, ja. Kar hodite z roko v roki, ampak ugotavljam, ker večinoma časa preživim v svojem poslu, bom rekla, ženskami in ugotavljam, mogoče na trenutke tudi čas malo zameram, ženskem spolu, ker se mi zdi, da ne znajo v nekem ravnovesju to energijo pokoristiti. Govorim o tej izjemni moči, ki jo ženske imamo. Mi privlačimo, mi v bistvu smo empatične, mi smo toliko sposobne, da ne vem, če se včasih vedno ženske tega zavedamo. In da znamo v ravnovesju uporabiti to moč, se mi zdi, da je nekaj, kar je treba ozaveščati o tem, ker moška energija je nekaj, kar ženska, kar dopolnjuje moško, recimo. Kdaj zdaj to uporabiti? Je treba tudi malo z nas manipulirati, mogoče je treba nek balans najdeti, ampak dejstvo bi jaz rekla je to, da imamo ženske to energijo in jo moramo pokoristiti kot izjemno moč. Zdaj, a je to preveč moške energije včasih v ženskah, kaj se opažam, pa so konstantno v neki borbi? Jaz bi rekla, da ne, da je potrebno ravnovesje najdeti in dejansko biti nežna, si dovoliti hkrati biti močna in da je to vse en zelo močen dar, ženske. Ker jaz mislim, da moški tega čisto nimajo v taki moči. Se strinjate? To dostikrat rečemo, ko vozimo recimo avto. Moški kot da ene stvari oziroma dveh hkrati ne more delati. Jaz vem, včasih vozim otroka v zadnji, še malo zrihtam, pa še kakšen telefon zazvoni. A se strinjate? Mislim, da imamo res eno tako moč in če jo znamo v ravnovesju pokoristiti, mislim, je to ena taka zelo, bom rekla, zelo eno mirno življenje s tako žensko. Se strinjam, ker dejansko ženska je v bistvu cel krog, tudi prehaja vedno iz enega cikla v drugi cikl in je cel krog, zato tudi ima ta, bom rekla, radius pogled, moški so linearni, zelo fokusirani, ciljno usmerjeni. Ampak če ženska točno ve, da je njena primarna vloga, primarna energija ženstvena energija in da v tej deluje in se zaveda, kateri so atributi moške energije in jo zna potem v bistvu uporabiti zelo premišljeno, torej da se zna umirjeno izrazi, da izrazi svojo resnico, da zna zdrave meje postaviti, da zna zdravo izražati svoje čustva, da gre za svojimi cilji. To se mi zdi, da je ta balans, ampak deluje pa vedno v mehkobi, seveda to ne pomeni, da ne zna postaviti meje. Tako, res je. Res je. To je ta balans, to ravnovesje se mi zdi. Ampak je umetnost, tega nas niso učili, ker je svet vseeno naravnan na to, da so moški atributi veliko bolj cenjeni in prepoznani in ženske smo probali nekako temu slediti, ampak to nas samo uničuje na dolgo progo. Res je, se strinjam z vami. Je treba se vrniti nazaj in najti ta balans. Katera misel o ženstveni energiji bi bila pa tista ključna, ki jo mora videti vsaka ženska?
Jaz bi rekla, mogoče ne misel, ampak slišala sem zadnjič, ne morem se zdaj spomniti kje, ampak so vprašali enega gospoda, koliko je star. In je odgovoril, je rekel, toliko, kolikor se počutam. Jaz se s tem recimo ne strinjam. Jaz bi rekla, da dejansko se počutiš, kolikor si fizično pripravljen, kolikor si nasploh, bi rekla, pripravljen in bi rekla kot misel, ki bi jo jaz predala, da za ta življenje, ki ni lahek, tudi za poslovno pot, ki sem jo jaz nekako dala preko in jo še danes živim, ni lahka, da je potrebno imeti kondicijo za to in jo vsak ima, samo dejansko se mi zdi, da jo ne postavi v ospredje in da se je treba dati spredaj, da se je treba tako, da se je treba spoštovati in da je treba to izkoristiti, ker se mi zdi, da jih večina ali pa del ne. In da so v nekem krogu dejansko, ki ne pridejo ven in bi rekla, res polagam roko na srce, ker tudi jaz se ozaveščam na dnevni bazi in si vzamem čas na dnevni bazi, pa je to lahko 5-10 minut za sebe, ali je to sprehod, ali je to največkrat sem iskreno med 4 stenami, no. Sama s seboj mi to najbolj paše, ampak da se spoštujejo, bi rekla, da se sprejmejo take, ki so, ker dejansko ne samo ženske, tudi ljudje nasploh, se mi zdi, da si moramo priznati, da smo krasna energijska bitja, samo treba je to, bom rekla, spraviti ven, ne. Res je. In ta odločitev, da poskrbimo za sebe na vseh ravneh, torej fizično, čustveno, mentalno in duhovno, je v bistvu izbira vsak dan znova. Točno tako, ja. Zdaj bova pa naredila en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke in cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s Tatjano Damjanović, ustanoviteljico 22 inštituta. Tatjana, kakšna je bila vaša pot v svet kozmetike? Zelo zanimiva, bogata. Začelo se je vse skupaj pred 22 leti. Zato inštitut 22? Ne. Tu pa teče en tak razlog, ker sem rekla, da je to drugič moja druga zgodba. Second time my second chance sem to poimenovala. To so bili osebni razlogi oziroma razhajanja v privat in tudi poslovnem, bom rekla, svetu. Ampak ja, zato sem tudi spremenila dejansko ime podjetja. Zgodba se je pa začela tako, da sem jaz kljub temu, da so me v šoli, tisto srednjo šolo ekonomsko sem zbrala, bom rekla, zgolj zato, ker je bila zelo blizu mojega doma, nato sem nadaljevala študij menedžmenta. Tam je že nekako bil bliže karakterju, ampak vedno me je vleklo nekako v kozmetiko, v komunikacijo, v lepoto. In to se je tudi izkazalo, ker nekako sem poslušala sebe in se odločala vedno za tisto, kar nekako je moje srce trepetalo hitrejše, če lahko tako rečem, in to je bila ne mogoče čisto klasična kozmetika, ampak najprej sem začela z urejanjem nohtov. In tako sem 10 let gradila nekako, bom rekla, na tej komunikaciji, na tem delu in predvsem srčnosti mene. In se mi zdi, da se je tako nekako tudi zgodba potem vzpostavila, da sem se znašla v tem PMU svetu permanentnega ličenja, predvsem pa iz razloga apetitov. A veste, 10 let tiste nohte krasno, res so me zelo obogatile te zgodbe in ta moja dela. Ampak nekako apetiti, govorim konkretno o nekem finančnem zalogaju. Takrat se spomnim, da je bil apetit predvsem iz tega razloga, sem iskala nekaj novega. In tako, ko sem iskala, sem tudi našla. In se zelo hitro odločila za uspeh. Zato jaz vedno rečem, da uspeh je neka močna odločitev. In tisto, kar sva prej govorila, da je gospod rekel, koliko je strd, koliko se počutite, potrebuješ kondicijo, tako je tudi za uspeh. Ni vedno vsak pripravljen na uspeh in tudi vsak ni, bom rekla, tu za uspeha. Ne, jaz sem si ga močno želela in sem si ga tudi priklicala in predvsem potem trdo garala in uživala v tem, da sem dejansko prišla k tej energiji denarja, katero sem se potem v nekem trenutku zelo hitro obrnila in se vrnila nazaj iz te energije, v smislu, ko sem dosegla neko ne moram reči, da sem bila zadovoljna, ker veste, kako je denarja, nikoli mi rečemo dovolj, ne, ampak na nek način sem bila potešena, mirna, se počutila varno. Sem se pa potem še vrnila k drugih sferi, to je bila pa tista, ki je bila res, lahko še danes rečem, moja srčna, ne.
In ta pot me je peljala po celem svetu, dejansko, res lahko tako rečem, ker sem bila pionirka, ste me nazvala in prva takrat in nekako veliko povpraševanje je bilo, svet me je poklical ali pa sem si ga jaz manifestirala, če lahko tako rečem, in prve meje sem prekoračila in šla dejansko na Dunaj v Avstrijo, tam sem delala leta. Potem so se pa kar vrstili te poklici in dejansko sem potovala 8 let, 300 dni v letu. Zelo veliko. Zelo veliko, ja. Zavestno sem se odrekla rojstnim dnevom, druženje z družino, prijateljem, prav zavestno sem šla v to zgodbo. No, vsega to je dejansko priložnost, katero bom jaz izkoristila v prid sebi in tudi mojim strankam, ki so dejansko ključne, da je meni to vse skupaj tudi uspelo. Ja. In potem, kdaj je bil potem ta prehod v mikroblading, ki je danes v bistvu v kozmetiki zelo priljubljen, priznan postopek urejanja, oblikovanja, poudarjanja obrvi? Po 10 letih, ko sem dejansko vam rekla zdaj, da so te apetiti se povečali na nek način, sem šla jaz za iskanjem nečesa novega in točno takrat sem našla, je bil permanent make-up, one mašine so ga nazvali, se pravi brez mašinice, ki je mene zelo pritegnilo, ker konec koncev, tako kot ste tudi opisali na začetku mikroblading, ni le tu delo urejanja obrvi. Jaz imam ogromno strank in sem jih tudi imela, ki sem ugotovila, da mogoče sem pomagala na nek drugačen način poleg tega urejanja. Veste, ker pomembno je, da se človek v svoji koži počuti samozavestnega, ne skozi videz vedno, pa tudi, če ta pomaga. Ampak lahko rečem, da me je moja kariera tu na nek način podprla, da sem dobila še neko tako vlogo poleg urejanja obrvi, poleg mikrobladinga, da pomagam ljudem tudi ozavestiti in mogoče pomagati k hitrejšim, boljšem počutju pa samozavesti. Tako da mikroblading po 10 letih kariere. Ker dejansko obrvi, tako kot sem se tudi na začetku dotaknila, niso samo en obrazni detajl, ampak imajo res simbolni pomen, nekako povezuje, je v bistvu naredi okvir obrazu. In če ga ni, nekaj manjka, ampak ne gre se samo za to estetiko, ampak dejansko poveže zunanji videz, ki reprezentira človeka, torej neko samozavest, neko estetiko, neko zunanje ravnovesje in kot ste omenili, z tem notranjim ravnovesjem, ker človek, ki ima eno zunanjo ravnovesje, tudi običajno se poveže za svojo notranjostjo, nekako čuti eno integriteto, eno samozavest, eno povezanost. Je verjetno ta moment tisti, ki vas verjetno vedno znova prižge, ko imate nekoga pred sabo. Res je. Jaz bi mogoče uporabila besedo, da je to temperament na nek način človeka, ker se z obrvmi zelo izražamo. Dejansko, tu sem tudi slovela kot dobra artistka, če lahko rečem, da sem te obrvi znala na nek način vzpostaviti na obrazu, ker vsak obraz si zasluži svojo obliko, seveda obrvi, da sem pokazala pravi temperament tudi človeka, ker ko ste jezni, je to lahko vidno skozi obrvi, ko ste šokirani, presenečeni tudi. Ko ste srečni, tudi se pokaže lahko skozi ta temperament. In ko sem jaz to začutila in videla, da imam to moč videti na vsakem posamezniku točno ta temperament, se mi zdi, da so se stranke kar ena za drugo uspešno odzivale. In to je tisto, kar mene še danes, poleg te komunikacije, ki mene zelo bogati, svoje delo upravljam tudi skozi neko, bom rekla, meditacijo umetnosti, ker to je umetnost na nek način, ni samo, da tiste obrvi zrišeš, ampak dejansko da zadihaš, da ustvariš nekaj in se praktično skoraj, da ne podpišeš na njihov obraz. Dobesedno je podpis, ker obrvi, če želimo, da res gleda ta naravni videz in da je to res potem usklajeno z temperamentom, morajo obrvi pasati na obraz. Res je. Ne znam lepšega izraza zdaj najti, ampak res mora biti to usklajeno z obrazom in to dejansko ne moreš delati po šabloni. Vsak obraz je individuum in morajo biti obrvi tako narejene, da res se ne vidi, da je to nekaj umetno zrisano in to je res fenomenalno občutek za detajl. Zdaj ste me, oprostite, ki sem vas prekinila, spomnila zadnjič, je prišla ena gospa k nam, sodelavki,
Jaz sem šla lih iz pisarne iz drugega nadstropja dol in se srečava, ja, ste naročeni, ja, ker izvolite, ne, in sem videla, kako je mene pogledala, zastal je nek pogled na mojih obrveh. Sem rekla, ste prvič pri nas, ja? In pač, ker sem taka oseba zelo odprta, ker sem rekla, nič se bati, točno take, kakor imam jaz, vam bomo naredili črne, debele, gospa Smaja začela in rekla, a sem tako očitno, sem rekla, ne, ampak recimo jaz s svojimi dolgimi lasmi, s svojim temperamentom, nosim primerno, recimo, jaz sem tako presodila tudi široke obrvi in močne obrvi. Zdaj nekdo, ki je naraven, ki je zelo, bom rekla, nežen, tudi ne takih obrvi seveda ne moreš, ker mu ne pristojijo. Tudi govorimo o samem karakterju, ne samo vizualno. Tako da obrvi imajo tle eno tako močno ozadje. In jaz lahko rečem, da sem se kar poistovetila s svojim strankam. Zelo pomembno je poslušati, govoriti tisti jezik, razumeti, kaj je tisto, kar želijo. Tako da sem definitivno lahko rečem, da je to moja zgodba, zato jo tudi nazivam moje poslanstvo, moja zgodba. In nisem si tudi predstavljala v sanjah, da so obrvi toliko res pomembne, kot ste rekla. Preden sem to začela delati, res ne. Ja, res je. In se prav sliši zdaj tudi ven, kako je zelo pomembno, da so obrvi del človeka in da se res lahko identificira potem z celotnim svojim obrazom, vključno z obrvmi. Kaj šele, ko govoriva o bolnikih po kemoterapijah, alopecijah, recimo tam se pa res očitno opazi in vidi, kaj manjka. Kaj manjka, ne? A veste, lasje, vsi tisti še imamo občutek, da najdejo kompromis. Obrvi, pa trepalnice, pa kar težko. Je kar težko, ja. Se strinjam. Estetiko vi živite tudi v osebnem življenju, vaš mož je arhitekt. Res je. Kako se ta ljubezen do detajlov prepleta skozi vsak dan? Ja, moj mož je en velik umetnik z zelo veliko okusa. On riše na papir, včasih tudi na računalnik, jaz na obraze, ampak lahko rečem, da naju povezuje enak okus. Nama so res že od samega začetka všeč enake stvari, to globino nasploh življenja živiva enako. Si zavedava, ker so se spoznala, to je za oba drugi zakon, so se spoznala v nekih zrelih letih, ko že malo človek ve, kaj si želi in česar ne. Tako da spoštujeva enake stvari, če pa lahko rečem, da naju skozi ta poslanstva združuje, so pa to detajli, so pa to nekaj, kar midva opaziva, kar mogoče drugi res ne. In tu sva zelo povezana. Tako da, ja, oba po eni strani na nek način bi rekla umetnika. To je zelo pomembno, ker to tudi potem ustvarja eno harmonijo v medsebojnem odnosu. Res je. Ko se lahko na tak način dopolnjuješ. Tako, in razumeva, ne? Ja, res je. Na še en kratek odmor bova šle in se vrnemo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim pionirko na področju mikrobladinga Tatjano Damjanović. Tatjana, kako pomembna vam je v vašem življenju intuicija? Zelo. To je nek notranji glas moj, ki ga jaz zelo poslušam. In z njim bom rekla, nisem kompromisna, no. Jaz, ker začutim, da je to, dejansko tako delujem, to uporabljam tako privat po poslovnem svetu, v poslovnem recimo komunikacija, zaposleni, skozi stranke. Privat pa me večkrat intuicija v bistvu pripelje na pravo mesto. Tudi pri recimo zdaj, ker sem 6. leto mama, tudi recimo zelo z intuicijo nastopam, tako da zelo, zelo velika vloga. To je eden izmed najmočnejših atributov ženske energije. In včasih pa vseeno pride v navzkrižje z razumom. Ste kdaj naredili kaj po intuiciji, čeprav je razum, logika govorila drugače? Sem. Res je, in to so se vsi takrat moji sodelavci zelo čudili, če govoriva o poslovnem svetu. Mi smo dejansko našli potencialnega bodočega partnerja, ki je dejansko prišel, veste, najprej se menjaš preko mailov, pa se slišiš, pa so te Zoom konference, potem je pa prišel trenutek, ko nas je on obiskal v Sloveniji in dejansko jaz nisem želela podpisati pogodbe, ker moj občutek, moja intuicija je govorila drugače, kot je bilo to vse prevideno in prebrano. Tako da takrat sem malo prišla, bom rekla, v neko stik tudi bolj močen sama seboj in se je potem to izkazalo, da je bila to prava odločitev.
Tako da tudi tle kot gledalcem bi jaz rekla, da je treba to intuicijo res poslušati. Predvsem ženske imamo zelo močno razvito in se zaupati in jo dejansko upoštevati. Tako da ja, to je bila ena taka konkretno, no, ne dolgo nazaj, situacija v našem podjetju in lahko rečem, da potrjujem, res potrjujem, no, da drži. Da drži, da je treba intuicijo res vedno poslušati, ampak da če jo želimo slišati, moramo pa biti v stiku s seboj. Res je, drugače ne gre. Ja, kako poskrbite za ta stik? Si res zavestno pri takih, recimo ravno ta situacija, ko ste imeli to poslovno, se umaknete v tišino, na sprehod, meditacijo, da slišite potem res tiste instinkte, ki pridejo iz globine navzgor, ali je to hipna? Ja, kar ta druga. Res, tu lahko rečem, jaz nasploh, kot sem vam rekla, se dajem na prvo mesto, ampak v smislu, da na dnevni bazi to počnem. To pomeni, da se ne povezujem s seboj, ne da delam neke, bom rekla, vaje ali kakorkoli, ampak predvsem sem rada sama s seboj, ker se mi zdi v vsem tem svetu, hitrem dogajanju, pričakovanjih od nas vseh, se mi zdi, da se včasih kar malo izgubi ta vez med nami. In dejansko si jaz vzamem na dan ta čas, največkrat je to pred spanjem, ki nekako naredim obnovo dneva, kaj se je zgodilo, dejansko se zahvalim za vse in predvsem velikokrat tudi občutim, ker glede na situacijo, v kakršni živimo, tudi malo strahu, ki me sicer ga jaz pozitivno pokoristim, me žene vseeno naprej, ampak nič sem zdaj izgubila, hotela sem reči, vezano na intuicijo, da je pri meni recimo momentalna, trenutna, kar začutim nekako. Tukaj se mi zdi, da sem ves čas povezana sama s seboj. Zdaj, za vse tiste, ki niso, bi verjetno potrebovali, oziroma vsak na svoj način bi potrebovali ta nek čas, ki bi to potrdili, ampak jaz lahko rečem, da je to pri meni. In veste, kaj se meni zelo pogosto dogaja? Prideš v center mesta, recimo, in nekdo reče, pa daj namo tle parkirišča našli, ne? Meni pa intuicija reče, vsakič znova se to potrdi, da jaz dobim vedno parkirišče. Vsi okrog mene, to je moj mož in mama in vsi pa, a je možno, ne? In to je ta intuicija, če sem tak življenjsko, dnevni, ne, recimo, primer, ampak hočem reči, da pri meni je kar konstantno tu prisotna, no? Deluje tako, kot ste pokazali. Ja, hipno, ne? Točno hipno, ja. Ja, tudi jaz. Intuicija takoj. V trenutku zaznam in se še nisem zmotila. Če pa sem jo že povozila, pa sem, ne da sem začela potem razmišljati, da se je imel čas vklopiti sem vedno potem napačno pot izbrala. Evo, vidite, se pravi, je bila tista prva prava, ne? Vedno je prava. Instinkti nikoli ne lažejo. Se strinjam z vami in to potrjujem. Tudi jaz tako funkcioniram in lahko rečem, da pa ženske imamo tako močno, se mi zdi. To je najbolj močno orodje. Intuicija je najbolj močno orodje. Včasih so znali moški iti k ženskam po nasvet, da je ona z intuicijo zaznala, predala, pa so pa moški šli v akcijo. In to je bilo to sobivanje ženske in moške energije in črpanje moči ene in druge komponente. In je bila harmonija. Zato jaz tudi nisem nikoli razumela obiske pri, karikiram, vedeževalkah, vse je super, vse spoštujem krasno, ampak se mi zdi, da če bi poslušali to intuicijo, vse odgovore poznamo. Vsi so v nas, čisto vsi. Na enem vaših zapisov sem jaz prebrala, da med tistim, ki si uresniči sanje in med tistim, ki si jih ne, je delovanje. Pomeni, da prvi od besed priidejo k dejanju, drugi pa ostanejo pri željah, torej samo pri besedah. Ampak veliko sanj pogori oziroma niti ne zaživijo, zato ker se ljudje bojijo narediti prvi korak. Kaj bi jim svetovali? Jaz sem zdaj že zadnje leto delavnice prav na to temo. Zanimivo. Ja, poimenovala sem jih Moja zgodba in potem za vse tiste, ki dejansko pridejo, rečem, da iz te zgodbe strnejo prav tisto, kar jim pride prav. V bistvu poanta teh delavnic je pa točno to, kar ste vi že zdaj omenili. Če se dejansko odločiš za uspeh in si našel neko idejo, si jo želel realizirati, pa jo nisi, pa si iskal razloge, zakaj ne, pa tako naprej, dejansko poslovanje in uspeh nista za tebe. Poslovanje ni lahko in ni vsak pripravljen na to zgodbo. Tudi te punce, ki pridejo in ki začnemo se pogovarjati dejansko, zakaj ne, zelo hitre razloge najdem, zakaj ne. Tu sem zelo, kot sem rekla, nekompromisna pri poslu,
ni dovolj motivacije. Veste, tu je veliko discipline, tu je veliko odrekanja, izhod iz komfort zone, tako da tu je veliko stvari, ki dejansko niso vsi pripravljeni na njih. In to je ta kondicija, ki jo dejansko moraš imeti za to pot. In lahko rečem, da poleg trdega dela, seveda so še druge tudi stvari, ki bi jih jaz lahko tu razlagala še in še, ampak ja, delovanje je tisto, kar nas pripelje do tega zastavljenega cilja in nič drugega. Ali je to trdo delo, ali je to organizacija, ali je to disciplina, je pa tista, ki je meni pomagala se največkrat dvigati v karieri, se vemo, sploh 20-letni so bili vzponi in padci, in disciplina pri delu je tista, ki te dejansko zelo hitro dvigne nazaj, če si disciplinirana. Vidim pa zadnje čase ogromno mladih je motivacijsko prisotnih. A veste, ta hitro mine. Če hočeš žeti nekaj, dejansko se moraš zorganizirati, nek plan narediti, zrealizirati, iskati rešitve in tako ne. Ker jaz dejansko tudi zdaj začenjam nov biznis, tako da se tudi sama še enkrat na novo, bom rekla, tega bolj zavedam in bom to pokoristila. Ker disciplina ni kazen, ampak je vračanje k sebi. Točno tako. Še kratek zaključni stavek za naše gledalke in gledalce. Naj se poslušajo, naj se imajo radi, bi jaz rekla, naj strmijo k tistem, kar jim govori srce. Jaz skozi svojo kariero, skozi svoje delovanje, skozi svoje poslanstvo, ker kot sva rekli, čas je omejen in dejansko bi jaz rekla, da ga nimamo na pretek, naj poslušajo svoje srce, naj si sledijo in tu je uspeh tako ali drugače zagotovljen. Draga Tatjana, srčna hvala za vse modrosti današnjega pogovora, iskrene zamisli, poglede, ki ste jih z nami podelili in ste res dokaz, da če poslušaš sebe, lahko uresničiš tudi svoje sanje. Sigurno. Hvala tudi vam. Nikaj. Drage gledalke, cenjeni gledalci, današnja oddaja je samo še ena potrditev več, da je pristna ženska tista, ki ostaja zvesta sebi, sledi svojemu notranjemu glasu in gradi življenje, ki je v skladu z resnico njenega srca. Hvala, ker ste bili z nami, se vidimo v naslednji oddaji Pristna ženska, do takrat pa ostanite zveste sebi.